Ja, lej, med delovnim tednom in pol je time is money. Tako je. Že rojeni smo bili pripravljeni. Dobro, a ima kdo kaj, karkoli, ali gremo na špico, kakšno postopkovno vprašanje, misliš? Recimo, ima kdo kakšno postopkovno, ker imamo kar zajeten file za obdelati. A kje smučate? Se hotel vprašati. Smo. Smo, krasno. In še boste. Kako pa je bilo? Tudi to je res. Krasno. Ja, no, to pa dvomim, da letos. Jaz glih naberem 5 smučarskih dni na leto. A vidva nič ne smučata? Dobro, Andraž, ti itak športaš. A ti sploh kaj od športa karkoli, pa ne štet mi zdaj te pikade, pa biljarde in podobno? Tega tudi ne delam. A tudi to? Ne, hodim, hoja je moja rekreacija. Bistveno manj, kot bi si želel, ampak jaz prisegam na to, da je hoja najbolj zdrav in najbolj naravni način rekreacije. Aljaž, tebe je pa zdaj tako in tako ta sezona tvoja curlinga prihaja, ne? Ja, tkle. A to še kaj? Ne, v redu, to bomo spustili. Pa dobro, se ne rabi biti vse tako spoliran, Aljaž, no, se tudi ti lahko kdaj zmotiš. Ja, no, s curlingom je imava ta hip tak bolj toplo-hladen odnos, oziroma hladno-hladen odnos, ampak lej, veš, nikoli ne... Skratka, nič ne boš organiziral za nas, da bi šli malo to pucati. To bi lahko bil del, Aljaž, to bi lahko bil del športnih iger LDGD, veš. To je res, ne, to je res. Mislim pa tudi, če sem pravilno obveščen, da se v Ljubljani pripravlja tam enkrat sredi pomladi Ljubljana Open. Tako da mogoče, a veš, je pa res ideja, ne, da se LDGD kaj tja naštima. Treba malo potipati organizatorje. Kar se športnih iger tiče, ne, pa mene, gremo lahko na Django, ne. Kaj pa je to? To je tisto zlaganje. Kako ne veš tega? Lesen stolp, ko vam pobiraš palčke, ne palčke, ploščice. Ti si dober. Ja, to veš. Drugač pa lej, kakšne proste mete bi se tu češal, no. Ne, ampak veš, kaj bi pa mene res zanimalo, ker jaz sem pa dobila za darilo ta Balkanopoli. Zgleda zelo podobno k Monopoli, ki smo se ga igrali tam v 80-ih, ampak te igre me ful zanimajo, kaj bi kdo predlagal, kaj je fajn mesto, ko greš na kakšen trip, pa zvečer z družbo sediš, kaj predlagate za igrati. Zdaj tega sem si zapisala, Andraž. Tako da mogočeš... Kjer ga, ja, jaz sem pa okrog Silvestra, sem kupil, jaz vedno Silvestra imam neko, ne vem zakaj je to željo in kupujem te stvari. Kupil sem Pandemic, po nasvetu dragega kolega iz sosednega podcasta, takrat, ko smo snemali pri njih, ampak se ga še nismo šli, nažalost, priporočam neko igro, ki še nisem igral. Klasična poteza, ampak to sem pa čisto sam odkril, sem pa odkril igro, ki se reče Hitster. Ne poznam. Zabava za zabavo. Veš, kaj je fora, da imaš kartice, na kateri je napisana skladba, napisana letnica. Na drugi strani je koda, poskeniraš v Spotify, se začne komad vrteti in pomaš ti pravilno umestiti ta komad, ne, v časovno vrsto, ne, a je pred ali po nekem letu, ne vem kaj. Ne. Cool. Antiša, ti igraš kaj ali to tudi ne? Ne, mislim, nekaj časa, med pandemijo, ne, je bilo doma nekaj časa, je potekal Monopoly, tako večdnevna bitka, ne. Sicer pa ne, no. Moram reči, da zdaj sem se ravno vrnil z enega smučanja, kjer se ob večerih tarokiralo, jaz sem pa bral ali pa kakšen šport gledal na televiziji, ker sem ponosni nepoznavalec katerihkoli oziroma kakršnihkoli pravil, kar se tiče iger s kartami, kartanja. No, tarok pa otvoriti. Poker, tarok, remi, Briškola? Nič od tega ne znam. Nič od tega? Ne. Ampak ne vem sicer, zakaj bi bil človek na to ponosen, ampak ajde. Jaz nisem ponosen, jaz to pač povem, ne. Razkritje, disclaimer. Tale Hitster bi bil zate, veš, to je... Ja, to si pa mislim. Poznavalec glasbe, tvoji zbirki LP-ov. Včasih gledam na MTV-u tisti Guess the Year, ne, pa mi včasih tudi kaj rata, no. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če tvori vzame. Samo ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih
in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. LDGD je podcast, torej, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Z vami pa smo Andraž Zorko, glasbenik, pevec, kitarist in skladatelj, znan predvsem po svojem delu v skupini Dan D. Aljaž Pengal-Bitenc, eden izmed ustanovnih članov skupine Siddharta, igral ključno vlogo pri oblikovanju njihovega zvoka. Antiša Korljan, član legendarne slovenske rock skupine Buldožer, znan po svojem izrazitem vokalu, pazi to, ekscentričnem nastopanju in igranju kitare, in Nataša Briški, glavna vokalistka in ključna osebnost skupine Zmelčov, znana po svojem močnem in izrazitem vokalu ter karizmatičnem nastopanju. Če ne veste, zakaj gre, vprašajte Dipsik. Hvala za ta krasen uvod, Nataša. Drugač pa afera teme za tokrat, afera Golob in vplivanje oziroma nevplivanje na delo policije, afera Spirit in domnevno talanje subvencij frendom, posvetovalni referendumski bullshit in točka ostalo. Začnemo recimo z afera Golob in vplivanje na policijo. Torej, poslanci, kratek uvod, če niste spremljali, samo za občutek, kje smo, kaj smo. Poslanci Državnega zbora so obravnavali predlog vmesnega poročila o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področji davkov in preprečevanja pranja denarja. To je tako uradna titula bila. In preiskovalna komisija pod vodstvom poslanca Rezarja, ki je član poslanske skupine Svobode, je v vmesnem poročilu ugotovil, da izjave nekdanje notranje ministrice Bobnar in VD-ja policije Boštjana Lindava, da naj bi premier Golob vplival na Sovo in datum aretacije ruskih vohunov, ne držijo. Pri premierju motiva za prestavitev aretacije niso ugotovili, pri Bobnar in Lindavu pa, pazi to, da motiv obstaja in da je med drugim maščevalne narave. Vaše reakcije? Zdaj pa hiter z rokami v zrak tisti, ki so nad takšnimi izsledki presenečeni. Hočem reči, poslanec Rezar, ne vem, kako se naglasi, je zgledno odigral partijsko nalogo. To je vse, kar lahko rečemo. Vsaj jaz. Komisija je poleg, pazi to, maščevanja ugotovila, da pri obeh, torej Lindavu in Bobnar, obstaja tudi motiv politične diskreditacije premierja in ali celo vplivanje na potek sojenja, je navedel Rezar. Andraž, imaš ti kakšno misel? Sojenja? Kakšnega sojenja? Sojenja ruskim vohunom. Sem se zgubil, zdaj malo sem bil še Kakšna je tvoja reakcija? Zdaj Lindav je o Golobovi svobodi rekel, mislim, sem na Dnevniku to brala, pravne norme si prilagajajo glede na dnevne potrebe. Jaz sem bil, moram priznati, iskreno presenečen nad ugotovitvami komisije. Ne bi si mislil, da lahko komisija v takem sestavu in pod takim vodstvom pride do takih zaključkov, moram priznati. Ja, ne. On more serious side, to sem tudi v chatu vprašal, ker sem to malo spregledal v preteklosti, kako je sploh do tega prišlo, pa ste mi pa razložili, pa boste mogoče tudi čisto pojasnili, ampak pa sem razmišljal, prvi pomislek je, kakšen smisel ima komisija, kateri predsednik prihaja iz stranke, ki obravnava domnevna kakšna že dela. Zelo dela predsednika lastne stranke. Pa se sprašujem zdaj v preteklosti, kaj zdaj to pomeni, če mi vemo, če mi kar predpostavimo zdaj to komisijo, ki preiskuje, kaj ne bi Golob naredil, vse te obtožbe, ki so bile dane, vodi član te iste stranke, potem je logičen sklep, seveda bojo ugotovili, da je bilo vse v redu.
Ampak potem tudi logičen sklep, če bi pa to komisijo vodil nekdo iz opozicijskih strank, da bi bil logičen sklep, seveda so ugotovili, da nekaj ni v redu. Smo potem sam na tem, da so ugotovitve teh preiskovalnih komisij odvisne od tega, kdo jih vodi, da so nek način potem same sebi namen. Ampak verjetno res lahko, oziroma ne moramo pričakovati česa drugega kot to. Sem se pa kar nasmejal ob nečem, ki pa ne vem, če smem omeniti, ker imam blagi občutek, da je to pa v bizarki pol danes na vrsti, tako da pa tlele zaključil v tem. Jaz mislim, da je elementaren princip bi vendarle moral biti, da pripadnik lastne stranke ne preiskuje lastnega predsednika stranke oziroma vlade. Ne? To je tako nek temu bi rekli higiena. Recimo, ne? Osnoven princip, ker točno tako, Andraž, kot si rekel, ne? Kaj gre pa za pričakovati od no-name poslanca, da bo naredil drugega kot to, kar v tem primeru je naredil. Ne? Mislim, ne vem, jaz imam tako več pomislekov, predvsem je... No, daj. Aljaž ima več pomislekov, to se je že zastal prijela. Predvsem tukaj mislim, da vsi vpleteni na čelu z predsednikom komisije, mislim, da Rezarjem, če sem prav poslušal sinočne Odmeve, uporabljajo velike in dolge besede, katerih pomena čist ne razumejo. Ne? Seveda pa to velja tudi za opozicijo, ker tukaj so se vsi šli igrati z stvarmi, s katerimi se ne bi smeli igrati. Mislim, da od vsega tega, kar smo lahko prebrali, edina stvar, ki ima smisel, je to, da premier ni vplival na datum aretacije ruskih vohunov. Vse ostalo je pa uporaba in zloraba situacije, ki je bila zelo ključna za nacionalno varnost, za notranje politične potrebe, ker seveda tako komisijo ustanoviš ne zato, ker bi ti resnično skrbeli za premierjevo vpletanje, ker je več kot jasno, da Sova tega sama ni naredila. Mogoče je sama odkrila, ni sama naredila. Tukaj je šlo za mednarodno sodelovanje, ki ne glede na to, da smo banana republika, se v veliki meri te stvari na operativnih nivojih kar dobro potekajo. Druga stvar, to, da bi kdorkoli si domišljal, da bo premierja kar tako poklical na zaslišanje in ga vrtel na počasnem ognju, ja pa kdo vi mislite, da ste? Pa ne zato, ker je to Robert Golob, ampak zato, ker ima premier dostop do informacij, o katerih običajni poslanci nimajo, oziroma se te informacije razkrivajo pod nekimi zelo strogimi pogoji, se v pač nekem takem kangaroo court, kot vsaka taka komisija je, ne samo ta konkretno, se pač to ne počne. Ne? In ključna napaka tukaj je, da je Golob spet govoril stvari, ki jih ni premislil in je rekel, ja, seveda bom pričal. Ne? So ga pa ven vlekali. In to je bila pa Rezarjeva vloga. Jaz sem imel občutek, da je on ko mal ventriloquistova lutka in je pač, on je usta odpiral, govoril je pa nekdo drug. No? Mislim, da smo vse, da so to ponavadi predsednik prihaja iz vrst predlagateljev preiskave. Ne? Mislim, da so tukaj pohiteli v GS-ju, zato da so lahko svojega predsednika imeli. Zdaj, ali gre za konflikt interesov po črki zakona, je to pač možno in popolnoma legalno. Ne? V praksi pa je seveda jasno, da predsednik je tisti, ki vpliva na dnevni red, na obravnavo prič, na glasovanje in podobno. Mal sem gledala, seveda to ni posebnost Slovenije, da torej je predsednik iz iste stranke, iz katere preiskuje nekoga iz te stranke, so pa tudi drugačne prakse in po mojem, pa ne vem, če se kle strinjamo, ali pa se mi zdi, da se strinjamo glede na povedano, bi veljalo to spremeniti. Je pa na mesto, Andraž, to, kar si rekel, a bi ki bi opozicija to vodila, prišli pa do drugega zaključka. No? Ampak ja, tako Antiša, ki si ti rekel, roke gor tisti, ki so mislili, da bo rezultat kakorkoli drugačen. Mislim, kar bi bilo, ko smo kar bi bilo drugače, če bi to vodil nekdo z opozicije, bilo to, da bi zagotovo poklicali predsednika na zaslišanje. Recimo. To lahko napovemo z gotovostjo. Jaz bi sam tukaj da nam pozabil, Aljaž, če smem. Sem pa nekaj drugega pomislil. Doskrat smo govorili o teh novih strankah, ki pridejo na oblast, pa vstopijo prevelike čevlje, pa kako potem ta amaterizem ven udar, pa kako jih predvsem najstarejša opozicijska stranka vedno nadmudri pri raznih postopkih in tako naprej. Ne?
Da tle, z tega vidika gledam, si pa zdi, da so jih pa vendarle malo nadmudrili, kakorkoli obrnemo, da so uspeli priti do te faze, da imajo komisijo, ki sami vodijo, kakorkoli to seveda ni higienično, se absolutno strinjam z Antošem. Pa sej tudi, a veš, to ni prvič, ne? Politične igre so jih pa nadmudrili. V bistvu samo spomnite me za konkretne detajle, ampak mislim, da je bilo že v prejšnjem sklicu, da je takrat SDS za en trenutek prehitela takratno opozicijo in je sklicala oziroma organizirala eno preiskovalno komisijo, ki se je potem ukvarjala s tem, kar so, bi rekel, sami naredili. Ne? Tako da to je v bistvu copy-paste nečesa, čemur smo že bili priča. Ne? Tako, nič novega. Učijo se, ne? Učijo se. Tako, nič novega ni. Oprosti, hotel sem samo dodati pač zato, da bomo vendarle mečke natančni. Ne? Tukaj gre za delno poročilo. A veš, ta komisija ni zaključila svojega dela. In tudi tukaj je problem. To vrstne komisije zelo redko se zgodi, da komisija zaključa svoje delo. Mislim, da je ena redkih zadnje čase tista, ki jo je vodil Jani Möderndorfer o financiranju strank ali nekaj takega, kjer se celo sprejel neka priporočila, ker je bilo kar tako, wow, vam pameti, a to se res lahko zgodi. Ampak tako, ta hip dam 20 evrov za to, da ta komisija ne bo prišla do končne ugotovitve, zato, ker v resnici nobenemu ne paše, da pride do dokončnih ugotovitev. Zato, ker opozicija rabi premijeja, ki ni pričal, in koalicija rabi delno poročilo, ki reče, premijer ni ničesar narobe naredil. Tisto, kar se pa meni zdi poniglavo, podlo in degutantno, je pa to, da potem, ko ti dosežeš ta cilj, ki je bil branjenje lika in dela Roberta Goloba, in recimo, da se vsaj v osnovi tukaj dejstva celo skladajo s tem ciljem, da pa ti potem to nadaljuješ, ne? Zato, ker si tako mejhen po duši, da rečeš, ne, ampak v resnici ne, je treba pa zdaj se še Lindava pa Bobnar je treba pa še ošamariti, zato ker gledajte, kaj sta pa ona dva naredila. Veš, kaj te variante, treba jim je oduzeti dostop do varovanih podatkov, to isto, kar zdaj Trump dela. To so za Bobnar govorili, Lindava so pa popolnoma kastrirali in je gospod mogel jeti predčasno v pokoj, če je sploh hotel biti upravičen do pokojnine, ker so ga sicer želeli krivdno razrešiti. A veš, in to so stvari, ki jih zdaj Trump dela, to so stvari, ki jih narediš samo zato, ker jih lahko, ne pa zato, ker bi bilo prav. Da, no, anyway, ne vem. In to je poniglavo, ne poniglavo. Jezikovnik tiče kladega. Tako je. Anyway, ne vem, a je res vplival ali ni, on pravi, da ne, njegovi podrejeni pravijo, da ne, dva zelo resna človeka sta pa pričala, da je bila zadeva malo drugačna, tako da higienski minimum bi se mi zdel poklicati ga na prostor za priče, ali karkoli se temu reče. Ne, ker to je spektakel. To, mislim, ker ti premier priča, to dejstva nimajo več veze. To je več kot Clintonovo pričanje. Ampak veš, zdaj je neskončno polje interpretacije tega, da Robert Golob tam ni bil. Ne? Bistveno bolj politično modro se mi zdi, da bi bilo, da bi na koncu Robert Golob sam iniciral. Tukaj se mu vprašajte. Tako, vprašajte, kar vas zanima, kle so dokazi, kar je obljubil, da ima. Ok, afera Spirit, druga točka dnevnega reda. Gospodarski minister Han je Računsko sodišče pozval, naj izvede revizijo razpisa, v zvezi s katerim so se pojavili sumi nepravilnosti in trenja v koaliciji. Dva največja prejemnika subvencij na razpisu skupaj naj bi prejela okoli 20 milijonov evrov za prestrukturiranje premogovnih regij. Sta se je izkazalo povezani podjetji, ki ju je ustanovil podjetnik von Horvat, nekdani član podmladka stranke SD. Subvencijo je med drugim dobilo, berem, tudi podjetje nečakinje vidnega člana SD Češka. To smo imeli, če lahko izkoristim priložnost, v prejšnji epizodi kot Bizarko, ki je zmagala. Razvila pa se je vse prej kot to, na kar smo opozorili že v prejšnji epizodi. Andraž, imaš kakšno misel na to temo? Spet politiski v začetku januarja lani imamo ista stranka in nova afera. Spet leti na SD. Zdaj bom parafraziral neke velike mislice.
da se politični dogodki v Sloveniji najprej zgodijo kot bizarka, potem pa postanejo resna afera oziroma tema. Misli so take, da sem bil presenečen, da si ta stranka privošči, da tako rečem, afero, ki ima po mojem mnenju potencial, da je Litijska na potenco. Ker Litijska je bil pač, kakor sem jaz razumel, nek enkratni dogodek, seveda ni rečeno, da se niso tovrstne prakse dogajale že prej, pa ne nujno samo znotraj omrežja te stranke, močno dvomim, da samo tam. Ampak tle gre pa za neko, se mi zdi, da skoraj malo sistemsko zadevo, ne? Ker pri deljenju subvencij je v resnici največ manevrskega prostora za stranke, da poskrbijo za svoje, kot se reče. Ne? Preseneča me pa zato, ker Litijska je bila afera, ki je to stranko do temeljev pretresla. Menjava predsednika, menjava sekretarja, padec v javnomnenjski podpori takrat tak, ki ga ta stranka še nikoli ni doživela, in da so niti ne leto potem spet zabredli v neko zadevo, ki ima lahko podoben epilog. Mislim, jaz bi bil na njihovem mestu, ne, po tisti Litijski malo bolj previden pri teh stvarih, in to je tisto, kar mene tle najbolj čudi, preseneča, ne, da navkljub vsemu, ne, še vedno ne, neke take rabote, ki so, mislim, tako zelo očitno narobe, da bolj ne bi mogli biti. Konkretno umazana, a misliš, Antiša, da je, mislim, jaz sem prepričana, da se to redno in ves čas dogaja, nažalost. A misliš, da je tole zdaj tudi v funkciji, že bližajo se volitve, ki bodo čez dobro leto, recimo? Tudi. To, kar je Andraž rekel, seveda se je težko ne strinjati. Ne? Tisto, kar se mi zdi tukaj vredno opozoriti, je to, da smo očitno v slovenski politiki dobili novega teflonskega politika, v tem primeru Matjaža Hana, predsednika, ne, ki se ga kar nekako ne prime. On gre in pove, joj, nisem vedel, s tem nimam nič, bomo raziskali in idemo dalje. Najpriljubljenejši naslednji mesec. Ja, se pa gre strinjati z Matjažem Hanom v tem, da, in tukaj se nanašam na ta podatek, Nataša, ki si ga navedla, da je nečakinja Sandija Češka, da ne gre človeka diskriminirati samo zaradi priimka ali pa družinskega izvora. Tukaj se seveda gre na načelni ravni strinjati. Je pa seveda slovenska politična realnost je pa taka, da zelo pogosto se denar in vpliv in tako naprej deli tudi po sorodstvenih vezah, tako da tukaj je treba biti izrazito previden. Ne? In še retorično vprašanje, glede na to, da je to bil vendarle vladni posel, a je kdo zasledil, kaj pravi vodstvo vlade? Do zdaj mislim, da se samo oglasijo, kot pravijo Hrvati, na to temo Matjaž Han. Robert Golob mislim, da še ni na to temo mislim, da spregovoril. No? Bo počakal, da bo videl glasovanje pri teh vmesnih poročilih ali karkoli se bo v zvezi s tem dogajalo. Zato gre. Mislim, Han se je oglasil ne kot predsednik stranke, on se je oglasil kot pristojni minister. Ja, seveda. Ne? Ki je del vlade. Čeprav ti tukaj ne moreš čist razmejiti, kako, a veš, mislim, on je oboje. Ne? Antiša, če te lahko sam dopolnim, Han je poudaril, da je tudi članska izkaznica, strankarska članska izkaznica ni diskvalifikatorni moment. Ne, in ga je Tanja Starič zelo lepo dopolnila, rekoč, ne bi smela biti pa to prednost, in se je seveda strinjal, ker mu drugega ni preostalo. Tako, ne. In veš, mislim, da moramo to gledati predvsem seveda v kontekstu pozicioniranja za volitve, tudi v kontekstu tega zadnjega glasovanja okoli Poklukarja, kjer je SD kar naenkrat jim je nekaj hrbtenica zrasla, ne, in kot po naključju, on je nekaj dni pred glasovanjem ta afera butne ven, kot domnevam, ne, če se že če razmišljamo v teh kategorijah kot pač sporočilo, ne, glejte, mi pa tudi o vas nekaj vemo, in to, kako hitro je Han reagiral v primerjavi z Poklukarjem in vlado in Golobom, ne, ki pač se je vlekla kot megla po pitanju Centra za zaščito in varovanje in vse te zgodbe. Ne. Han je reagiral takoj, šef Spirata je odstopil,
razpis so razveljavili, na kar se pa zdaj izkazuje, da ima ta zgodba daljše noge, kot se je zdelo. Pa se kaj bi pa lahko naredil? Misliš, da bi lahko to vlekel? Mislim, to je najmanj, kar je lahko naredil. Ne? Ja, mislim, ta je bila tako na mizi rešitev. Poglej, kako so Litijsko se lotili. Najprej je bila notranja revizija, pa je bila zunanja. Dolg časa za poslom ni bilo nič narobe, dokler ni bilo vse narobe. Ne? Tukaj je pa Han preskočil vso to zgodbo in klej je ta razlika v pristopu, ne, k tem emergency, kaj se temu reče, kriznem managementu političnem. Ne. On je pač takoj odrezal. Tako da v smislu politične taktike je to različno od tega, kar ponavadi vidimo v Sloveniji. Ne. Ampak to zdaj pa na točki, po mojem, komu stvari lahko uhajajo iz rok, tudi znotraj strankarska opozicija, vsaj en del se oglaša. In po mojem, on tukaj, tako kot je Andraž na začetku rekel, ne, ta zgodba mu lahko dosti bolj eksplodira v obraz, kot je Litijska eksplodirala v obraz Tanji Fajon in to. Ne. Golob je pa seveda tiho, zato ker ne, sedijo, zdaj pa on sedi ob reki in čaka, da SD-ovska trupla plavajo mimo. Jaz mislim, da bi SD lahko enega medveda izvedel. Tam decembra, januarja bi mogli nujno na spanje in se šele februarja zbuditi, ker tele zimski meseci so ful slabi za njih. Res. Spirit Tom. Aha, še ena zanimiva zadeva. Nataša, zimski meseci najbrž ni na ključe, mogoče ne, da se to dogaja tle okrog novega leta. Kdo je od prejšnji epizodi izpostavil problematiko razpisov, ki se pojavljajo, oziroma tem, zakonov, ki se pojavljajo, mislim, da Antiža tudi, ki se pojavljajo tik pred Silvestrom, pa tam nekaj vmes med Božičem. No, ko že to omenjaš, še en razpis je bil, ne, na čop narejen, hopa cupa za Božič ven, pa tam za Dan kraljev ali kva Sveti trije kralji, pa končana prijave. Črnčec, SDH, pomočnik. Super. Ne? Mislim, glede na bleščečo kariero, ki jo je doslej naredil v korporativnem svetu, korporacijskem svetu in gospodarstvu, mislim, da je to odlična rešitev. Jaz mislim, da ima on zelo pomembna znanja in jaz bi ga tako imela za sodelavca, recimo. Ker zna delati te stvari, ki jih rabiš na teh mestih, ne, zgleda. Njih veliko. Ja, ne se zdaj izmišljati. Enega tacga rabiš in to razmišljajo, tako razmišljajo. Kar je tle pomenljivo je to, da če spremljamo njegovo pot, potem, ko je kot še kar goreč podpornik Janeza Janše in vztrajnik pred sodiščem, če se spomnite, tam, kaj je bilo, 2014, 16, 15, tam nekje, ne? Se tale gospod sprehaja od pozicije do pozicije, ki so pa vse po vrsti, kaj je stična točka teh pozicij njegovih, ne? Od Šarčeve vlade naprej, je, da je na pozicijah, ki imajo vzvode še kar močne. Ne? Po mojem vsem nosi tako dobre informacije, da ga vsi prepoznajo kot vredno je. Ali pa, a veš, se vsi bojijo, da ima informacije, ne? Ja, sej. V eno ali drugo smer. Ja, tako in rečejo, bolje, da je moj sodelavec, kot da je sodelavec mojega nasprotnika. Tako da jaz tekle čist razumem. Potem pa bi odprla, gospodje, še tretjo temo in sicer ne bom rekla, da nisem sama bentila že zelo pogosto na to temo, ampak skupaj z EU volitvami smo imeli junija 2024, se pravi, tudi referendum o preferenčnem glasu. Vprašanje se je glasilo, ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca. Skoraj 71% se nas je izreklo, tistih, ki smo šli na volitve, da želimo to. No, naj vam povem, kot je v naravi posvetovalnih referendumov, en K bomo dobili od tega. Aljaž, ti politolog v tebi je zadovoljen. No, a ste, prevešte se, ne? Minutka. Kot ste rekla, ne da smo rekli. Sveda smo rekli, sveda smo vedeli, sveda je bilo jasno, da so vsi ti referendumi bili primarno namenjeni temu, da se pojača udeležba na evropskih volitvah. Lepo je seveda prav, da ste ljudi o teh stvarih vprašali, ampak pri 4 vprašanjih, 3+1,
je edino vprašanje, kjer ste imeli več kot jasno, brezrezervno in absolutno večinsko, dvotretjinsko večinsko izraženo voljo, je bilo to, da ljudje želijo imeti večji vpliv na volitve, skratka preferenčni glas. In vi, dragi moji, vi pa zdaj mutite, zajebavate narod, ker mi smo že takrat rekli, da je seveda tukaj ironično najmanj šans, da se bo karkoli zgodil, zato ker trenutno stanje politiki ustreza. Politiki ustreza, vsaki stranki ustreza, da lahko vpliva na to, kjer kandidat gre v kakšno kraj, da ima direktno vpliv na to, kdo ima več šans za volitev in kdo ne. In tako se ohranjajo elite, če se jim lahko tako reče, ne, ali pa karkoli to že je, kar imamo ta hip kot politični razred. In potem se sprašujete, zakaj ljudje ne čutijo demokracije, zakaj ljudje demokracijo, predstavniška telesa vidijo kot oddaljena in zaprta v neke svoje balončke. Zato, ker vam jih vprašate, pa jim povejo, na kar jim vi date prst urit. In to, da se NSI zdaj izgovarja, da oni pa za svoj predlog, ki je v resnici Svoboda predlagala njihov predlog, da oni za svoj predlog ne bodo glasovali, ker smo, oh my god, en let pred volitvami, medtem ko smo mi, 3 mesece pred volitvami spreminjali ustavo leta 2000, za božjo voljo, medtem ko Svoboda, ki je pa toliko časa mutila in zajebavala in gunđala, da ne demo to, zdaj pa kar, ne bomo pa zdaj pa kar NSI-ov predlog predlagali, pa tako več kot jasno je, da nihče nima interesa, da se to spremeni in tako prav pička vam materina, zajebavate narod v živ mozek, pa se pa sprašujete, zakaj vas noben ne mara. Ja, no, torej, da na krajši način povem, poslanska skupina... To pa zdaj womansplaining. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je v Državni zbor vložila predlog za spremembo volilnega sistema, ki bi uvajal preferenčni glas. Ta predlog je pripravil NSI, potrebovali so 60 glasov, NSI si je premislil, češ volitve so preblizu, ni časa, 60 glasov niso zbrali in zadeva je padla, kakor je dolga in široka. Ti sicer se razburjaš, Aljaž, ker kao zafrkavajo folk. Jaz bom vztrajala še enkrat pri tem, ni ga bilo posvetovalnega referenduma v zgodovini Slovenije, nečesa, kar stane cca 5 fucking milijonov evrov, da bi od tega kaj drugega kot jebanje folka bilo. Ja, ampak... Bi želela še vidva kaj povedati, Antiša pa Andraž? Ne, se sta vidva. Ziher imate kakšno ločeno mnenje? Da bi povzela Aljaža. Kakšno ločeno mnenje, Andraž? Skratka, ne bomo še imeli možnosti, ne na teh volitvah, na naslednjih pa še vidimo. Še tole, preden gremo na politbizarko, gospodje, Dejan Kaloh, nekdo, ki je bil zelo blizu pri Logarju, je se potem skregal z njim in najavil, da bo tudi on ustanovil svojo stranko, rekel ji bo Suvereni. Konkurenca suvereno trepeta od strahu. Meni je logo všeč. Za svojo usodo na volitvah. Jaz mislim, da bo gospod Kaloh s to stranko dokončno zapečatil usodo Janše in Logarja v enem zamahu. Takole, gospodje... Čakaj, ampak oprosti samo, on je dejansko ustanovil že stranko, ali to je zdaj on rekel, da jo bo? Ne, najavil. Najavil. Aha, ok. Najavil pa logoma, ki je dober, ni slab. Tak, kako pa zgleda? Opiši ga. Fuzbalski, tako malko fuzbal klub Mura, zelena, modra, črna, močne barve, suvereno. Veš, to je to, kar je takrat rekel, da se ni javljal na vprašanje novinarjev, ker je mogel na odbojkarsko tekmo v Prekmurje nekam. Ja, vidiš, vidiš, je malo zmoro veze. Ja. Dobar, zdaj pa, gospodje, resno vprašanje, še preden gremo na heckote. A bi želeli še kaj nasloviti, da ne bom še bolj namiguška? Imamo vprašanje poslušalca, če jaz kaj vem, ne? No, povej ga. Imamo vprašanje poslušalca, ki je bilo vezano na vprašanje, oziroma na poročanje o Tarči, v Tarči, da groza in strah, ne, Andraževa firma izvaja storitve za eno od političnih strank. In to je zdaj ful drama. In mi smo se o tem pogovarjali
in smo ugotovili, da mi drame v resnici ne vidimo, da je pa pač fajn imeti nek disclaimer za te reči, zato da ko bo naslednjič nas hotel kdo kaj nabijati, da bomo pač povedali, da imamo mi čisto vest in da živimo v resničnem svetu. In preden bom jaz ta disclaimer prebrala, Andraž, želiš ti kaj dodati? Mislim, ne vem, zdaj nisem videl kakšnega resnega vprašanja, razen da smo bili pozvani, češ, kako je že napisal, da je usekalo ali kaj to, da dela. Mislim, pač ja, ne, seveda da delamo, ne. Delali smo že od nekdaj za politične stranke, ne vem od kdaj prvič. Težko rečem. Nikoli se nismo tega branili, slabega v tem ne vidim. Pač smo na trgu in to so eni od naročnikov. Problem s strankami z našega vidika je bil predvsem to, da vsaj v starih časih niso bili najbolj redni plačniki. Tudi niso bili. Kakšni tako, mislim, ne bom jih imenoval, no, ampak eni so nam še zdaj dolžni denar. Ker se hotel s tem... Ja, ne bom. Nekje, da je to... Ne bom, da ne bom. Ker še tizga na avto dobil. To je pač smo dostojni in ne razkrivamo določenih stvari, ki niso nujno potrebne. Ampak sam hotel se izpostaviti, ker mnogokrat se interpretira, ja, seveda, oni zdaj za une delajo, oni njih plačujejo in pa mislijo, da ne vem kaj se, jaz vozim ne vem kakšnem avtu, pa da vam ne vem kakšno vilo. Moram povedati, da ne samo, da so slabi plačniki, no, vsaj bili so, zdaj zadnja leta je malo boljš, ampak tudi, da to res niso neki veliki denarji. Ta posel, če smem tako reči, javnomnenjskih raziskav za politične stranke pri nas tako precej minornega pomena v skupnih prihodkih. Če ga ne bi bilo, ga v resnici ne bi opazilo. Jaz bom k temu to dodala, če se strinjate, tekst smo uskladili, kot bi rekli. Tako. Ta podcast ustvarjamo v prostem času in v njem izražamo izključno svoje mnenja, k sreči ali pa na žalost. LDGD nima političnih in gospodarskih sponzorjev, kar pomeni, da govorimo, kar mislimo in mislimo, kar govorimo, tako ali tako. V svojem profesionalnem življenju, pač to je fakt, delujemo na različnih področjih. Če ima kdo izmed nas kakšne poslovne povezave, ki so povezane s tematiko epizode, to omenimo. O morebitnih neželenih učinkih, kot so razdraženost, jeza ali nenadzorovano tvitanje, se posvetujte s svojim notranjim mirom, zvite kable ali ugasnite internet. Nice. Dobro. A to pomeni, da se bomo v bodoče samo izločali, tako kot se v kakšnih žirijah, pri kakšnih nagradah, jaz sem izkušnja predvsem iz marketinga, seveda, enkrat sem bil član žirije EFI-ja in tam vem, da je prišlo eno leto do paradoksa, kjer mislim, bilo kar nekaj članov sicer tiste žirije, ne, ampak vsak, ki je bil vsaj mal na nek način povezan z naročnikom, ki je dal kandidaturo, se je pol izločil, ne. In ker ta trg ni prav zelo velik, ne. In ker ni prav zelo veliko oglaševalcev, ki imajo sploh razsežnosti kampanj take, da take stvari prijavljajo, se je en fazi zgodilo, da se jih je toliko izločili, da niso mogli več odločati. Ni imel kdo glasovati. Ja, niso bili sklepčni. Ne, mislim, da bomo izločili, da če bo, tako kot smo rekli, če bo prišlo do tega, bomo pač povedali, oziroma tisto, kar je itak, tega mi sami sebe ne jemljamo resno, se bomo pač še mičkaj manj resno jemali za tisti hip in to bo to. Ipak je to podcast, ni to druga jutranja kronika, lepo vas prosim. Je pa prav, da v imenu pač transparentnosti, kot se reče, s tako malo vzvišeno besedo, ja, da je ta podatek znan, no, tako, da ga ne skrivamo, da ga ne razglašamo, da se pa zanj ve. Se strinjam, pa tudi bomo veseli, če bo kdo kakšno mnenje na to temo dal, češ kaj se mu zdi, na kakšen način bi bilo fajn te stvari, kot se reče, nasloviti. Evo, 10 evrov, tako da, evo. Še bolj veseli pa bomo, a ne, če nam bo v tem še kdo sledil. No ja, čakajmo, no zdaj pa... A sem preveč zahteven? Preveč zahteven. Andrej, pa mislim, da od človeka tvojih let bi pa človek pričakoval kaj več. Da že malo več. Prav, gospodje. Sem naiven, se vem. Pejmo na politbizarko. Ja, bom delila rezultate prejšnje. Na drugem mestu Feratović Novi jazvi in slabo interpretira signale. Na zadnjem mestu je bila vlada, razrešuje svetnike in kar precej prepričljiva zmaga s 53%. Nič zaposlenih je 7 milijonov subvencij. In ker sem zmagala,
Bom začela. Začuda. To pa je nekaj novega. Pa da je res to popolnoma nekonkurenčni ste letošnjo sezono. Bom začela politbizarko. Poudarek na letošnjo. Ja, no. Jaz sem navdušena nad vodjo preiskovalke o vplivanju na policijo, Aleš Rezar, poslanec Gibanja Svobode, ki vodi preiskovalno komisijo, ki naj bi do dna prišla obtožbam na račun premierja Goloba, da je vplival na policijo in premikanje datuma aretacije ruskih vohunov na soočanju v Odmevih v sredo zvečer z gospo Vido Čadonič Špelič je bil na vprašanje voditelja Berganta, zakaj niso zaslišali Goloba, je rekel, lejte, kaj pa bi spremenilo zaslišanje predsednika vlade? Ampak res, ključen akter, ampak po mnenju Rezarja nepomemben za zaslišanje, ker se res ne, zakaj bi spraševal, ker pa bo treba sam razlagati, pa se lahko še kaj zaplezamo s tem. Torej, to je moja politbizarka, brez veze zaslišanje. Naprej, Antiša. Če smem, bi se pa tlele umešal, se bom seveda navezal. Ja? Jaz mislim, da to razkritje zahteva več pozornosti. Jaz sem si v pripravah na današnjo epizodo prebral transkript včerajšnjega pogovora v Odmevih, kjer sta nastopila Vida Čadonič Špelič in pa Aleš Rezar? Ne vemo. Jezikovni kotiček, da ga da drugič. Ja, kutak za sporni naglasak. V glavnem, Igor Bergant je v nekem trenutku vprašal, nadaljeval, se pravi, ni koalicijske krize in gospod Rezar odgovori, absolutno ni koalicije krize. To se mi zdi tak lušen lapsus slej ko prej, ne? Ki bi se pa lahko morda v prihodnjih mesecih izkazal za škar vizionarskega. Zato to izpostavljam v koga ali česa ni? Ne. Ni koalicije krize. Ok, Antiša? Ja, meni je pa, in bom to nominiral iz svetle zgodovine Agitpropa, delavskega gibanja in ljudskih strank, mi je pod roke prišel naslednji citat, ne? In mečkam ga bom zabrisal, tako anonimiziral ga bom, ne? Predsednik svojo predanostjo in vizijo usmerja skozi izzive, ki so pred nami. Njegovo vodstvo in jasno začrtana pot k bolj odprti in vključujoči družbi nas navdihujeta, da vztrajamo pri svojih prizadevanjih za boljšo prihodnost in tega se zavedajo tako ministri kot tudi poslanci. Zdaj, če se sprašujete, ali je ta dikcija nastala izpod prstov propagandistov, recimo Sovjetske zveze v času Stalina ali morda Severne Koreje, v času katerega od 3 Kimov ali morda uradov, ki so slavili lik in delo tovariša Tita, motite se. To je navedba iz kako se reče, središčnega urada Gibanja Svoboda, govorijo pa o Robertu Golobu. Lej, smo danes enkrat že ugotovili, učijo se od najboljših. Ne? Tako je. Ja, jaz sem mislil, da boš rekel, da je to, delo, tretja stran, poročilo iz zasedanja mestne konference SZDL 12.2.1972. Je delo, ne vem, katera stran je, in je navedek iz poročila, ki so ga novinarju Dela poslali iz, se pravi, PR službe Gibanja Svoboda. Aljaž, kaj pa je tebe? Da sem jaz na vrsti. Ja, no, moja bizarka je pa vrli poslanec Miha Kordiš, Kauč Guevara, ki je bil med vabljenimi na ponovno ustoličenje človeka, ki si verjetno na dnevni osnovi prisluži takšne ovacije besedne, kot si jih je tudi Robert Golob v prejšnji bizarki. Skratka, Kauč Guevara je šel na inauguracijo Nicolasa Madura v Venezuelo, a tja nikoli ni prišel, ker za razliko od ostale delegacije v Sloveniji je menda na letališču v Madridu izgubil potni list in ruzak. In potem so ruzak našli
ampak je Miha Kordiš zamudil avion zaradi tega. In zdaj imam več vprašanj. Ne? Eno od njih je, sem ga tudi javno postavil, kako pri Džugašviliju nahrtnik na letališču toliko časa ostane brez nadzora. Zdaj, ali tovariš Miha ne govori po resnici, ali pa madridsko letališče za izogibati se, ker varnostni protokoli ne štimajo. Drugo vprašanje pa je, zakaj je pa glih on izgubil Ruzak in zakaj nekdo drug? Je mogoče pogrunto, da ni fajn, da gre? In tretje vprašanje, kaj pri Jupiterju mu je sploh bilo, da je sprejel tako vabilo? Tako da, evo, Kavč Gavara, ki išče Ruzak po madridskem letališču, je moja bizarka. A veš, da meni je bilo pa to hecno, ker je v zapisu in gospod Kordiš je potrdil pač to, da je izgubil. Je pisal, da je to na tistem avtobusu, ki te pelje na avion. A veš? Ne, jaz sem razumel, da je med terminaloma se vozil. No, to je nepomembna podrobnost. Ne? Ja, kako ne? Ful je lahko pomembna, ker sem gruntala, to so pol tisti avtobuski, kjer si že delegiran za let. Kaj tam zgubiš? Ampak ok. V glavnem lepa, Aljaš, ja. Hvala, jaz bi pa to povzel s parafrazo enega napeva, Antiš se ga bo dobro spomnil, pa mislim, da sem ga že enkrat uporabil in gre nekako takole. No, daj. Tovariš Kordiš ga je polomil, tovariš Kordiš ga je posral, ker Ruzak je založil in nekoga je obtožil. Kau pa zdaj, kau pa zdaj. To je bil, evo, glasbenik, pevec in skladatelj. Pevaš čistih oklepac. Pršel je ta dan devan iz tebe, ne? A ne? Ja, to imamo vsi, se nam te tantiemce nekje. Neki ima, ne? Je, neki vidi vnaprej. Tako je. Prav, gospodje, potem pa še zadnjih 30, torej rubrika, kjer ima vsak od nas na voljo 30 sekund, da pove, kar želi. Priporoči, spomni, what the fuck ever. Pa začni recimo Aljaš. No, hvala. Sem bil že v nizkem štartu, ker je vendarle treba pohvaliti, kar je za pohvaliti, tudi v Blatnem dolu, na mojo bizarko prejšnji teden, se pravi drugouvrščenega Jasmina Džezbi Feratoviča, se je zgoraj imenovani oglasil. In ko je mi Nataša rekla, da je Feratovič pisal v odgovor na bizarko, je bil moje vprašanje, a je hudo. In ona je rekla, Nataša je rekla, ne, bilo je zelo vljudno. In jaz sem potem s tresočo roko tapnil ta mail in ga prebral in pač credit where credit is due v lepi slovenščini. Odgovor je bil na nivoju. Jaz sicer pač lahko se midva tukaj v osnovi ne strinjava in je moja pač pripomba ostaja, ampak v imenu nekega spoštljivega, če ravno rahlo zajedljivega dialoga. Svetnik Feratovič, hvala lepa, cenim in če nič drugega sprejemam vaše videnje cele stvari. Se ne z njim ne strinjam, ampak ga pač sprejemam kot legitimnega. Tako da, evo, kapo dol. Andraž? Jaz bi pa predtem, predno priporočim nekaj, česar še nisem gledal, tebe vprašal, Štefi, kako je bilo v soboto? Kaj pa je bilo v soboto? Ja, kaj je bilo v soboto? Nebesna simfonija je bila? Ne, zelo dober. Mantre pa to, ni bila samo sobota, Andraž. Ne, to si narobe ti poslušal. Ni samo bilo za 25. ampak do 25. Tako da jaz sem na smučanju, kot iz priloženega posnetka v naši interni skupini je razvidno. Jaz sem z ekipo, s katero sem bila na smučanju vsak dan, na vrhu smučišč. Mi smo to ponavljali, niti ena ni padla. To se zdaj fulno robi slišne. Wow. In sprejeli smo vse, kar nam je. Vse 3 stavke, vse na glas. Ne, jaz moram priznati, da nisem ponavljal tih stavkov, ne. Saj ne tako, kot jih je Antiša v zadnji epizodi. Sem imel pa zelo lep dan, pa škoda nisem imel, da bi lahko imel cel teden zdaj. Ampak je bil pa krasen dan v eni prijetni družbi. Vsi smo omenjali to. Se je prijela, ne? In smo imeli zelo fajn, zelo fajn.
In noben ni padel, tudi pri nas ni noben padel. No, vidiš. Stola ali pa okrog mize ali pa kaj takega. Jaz mislim, da je plac za en offspring teh naših LDGD-jev, že imamo in politbizarkov. Ja, kar nekaj pozitivnih odzivov je bilo. Ne? Ja. Nekateri so celo jokali. No, ja, povej, kaj boš v glavnem, priporočil? Priporočil bom dokumentarc Antiša, ker močno posegam v tvoj rajon zadnji čas. Ja. Jaz se bom tokrat vzdržal, ampak kar nadaljuj. Ja, dokumentarc, ki ga seveda še nisem gledal. Zakaj? Ker bo na sporedu šele danes večer, ko to snemamo. To pa je četrtek, skratka jutri bo že za nami. Naslov je pa Gospod Bejc proti pošti. Priporočam ga pa zato, ker sem predtem pa si pogledal 4-delno serijo o enem še kar neslavnem dogodku z angleško pošto, ki je od leta 2000 pa do 2015 se mi zdi nekaznovano kaznovala nedolžne, tako imenovane male ljudi, najemnike poštnih malih pošt v malih krajih, zaradi enega računalniškega programa, ki je bil pač orang corrupt, ne v smislu, da ga nekdo načrtno tako naredil, ampak pač bil je slab. Ne? In so jih resno zapirali, obtoževali, rubili, kar nekaj njih je ostalo brez vsega. Tudi zdravja, 4 so celo sami sebi sodili, kot se reče. In ne boste verjeli, zadeva še do danes ni povsem končana, oziroma saj ne na način, da bi lahko rekli, zdaj ste se pa odkupili za to, kar so naredili. Skratka, priporočam tako serijo na RTV Slovenija kot dokumentarc, ki bo nas sprejel danes večer. Hvala. Samo pripomba, Nataša, točno to zgodbo smo omenila v zadnji evropski četrti kot primer nediskriminatorne rabe IT-ja pri procesu odločanja. Tako da, evo. Ja, pa še, kaj si umeniš, to moram pa tudi še nujno dodati, oprosti, se vem, da ne komentiramo, ampak vseeno, ne. Kar je še najbolj pretresljivo pri vsem skupaj je to, da ne samo, da je trajalo toliko časa, pa sam razpon tega, kar so te ljudje doživljali, ampak šele potem, ko so se te ljudje po ne vem kolikih letih uspeli zbrati, so prišli do nečesa, kar je niti približno ni pokrilo škode take in drugačne, in šele potem se mi zdi, ko je pa ta stvar postala svetovno znana, to pa je seveda postala, ko so posneli serijo lansko leto, so se začele pa malo resne stvari odvijati, v smislu, da so tisti direktorci pošte, zdaj so jih že ali ne, vzeli častni naziv in ga dali človeku, ki je temu gospodu Bejcu. Skratka, lansko leto so se še dogajale stvari in še se dogajajo in se verjetno še bolj. Četrt stoletja. Hvala. Zdaj pa, če dovoliš, Antiša, ker je tudi to moje malo dokumentarne narave, bi jaz nadaljevala. Malo bo samo promocije, se opravičujem, ampak letos mineva 30 let od genocida v Srebrenici in v sodelovanju z kulturno-izobraževalnim zavodom MKC sodelujem pri snemanju serije podcastov ob tej obletnici. Raziskuje ta serija pomen besed, odgovornosti in spomina skozi različne perspektive. Prvo epizodo smo že objavili 11. januarja z gostoma, s katerima sem se pogovarjala čist osnove, kaj se je zgodilo in zakaj. V naslednjih epizodah pa obdelamo še vidik medijev, izobraževanja, religije, politike, mednarodnega prava in tako dalje. Tako da bom priložila link in bom zelo vesela kakšnega mnenja, kako delamo, kakšnih predlogov in ogledov in deljenja epizod. Antiša. Ja, jaz bom pa priporočil eno razstavo, ki sem jo videl samo na pol sicer, zaradi tega, ker sem se vračal iz Cankarjevega doma z enega dogodka, ampak Dušan Jovanović, kulturni terorist, v spodnjem, kako se reče, preddverju Cankarjevega doma, je postavljena razstava o predvsem delu, pa tudi liku slovenskega režiserja, dramatika Dušana Jovanovića. Mogoče se bo kdo spomnil, jaz sem v preteklosti že priporočil v tej rubriki, pa kasneje tudi razdelil kar nekaj izvodov njegove knjige. Na stara leta sem vzljubil svojo mamo, ki je v bistvu serija enih krajših portretov ljudi, njegovih sopotnikov, bolj ali manj stalnih sopotnikov in tako naprej. Dušan Jovanović je v zadnjih 60 letih recimo zelo močno zaznamoval slovenski
ne samo teatrski, pač pa tudi kulturni in umetniški, pa tudi družbeni prostor. Tako da tisto, kar sem na razstavi videl, je zelo, zelo intrigantno, informativno in zanimivo. Tako da toplo priporočam, mislim, da je do 7. marca zadeva na voljo v Cankarjevem domu. Mislim, da je free of charge, se pravi, vstop je brezplačen in toplo priporočam. Ja, in tako smo prišli do konca, gospodje, a vam in vsi, ki ste zdržali skupaj z nami do konca, a vam povem eno hot novico. Jaz sem jo tudi hotel prebrati, po mojem imaš isto v mislih. Ja, po mojem imam isto. Poslanec Gibanja Svobode, Tine Novak, prestopa k demokratom Anžeta Logarja. Logarjevi demokrati imajo od danes torej 3 poslance, kar je dovolj za ustanovitev poslanske skupine, Gibanje Svoboda pa enega manj, torej 39 berem na N1. Lejti to. Zdaj se pa spomnite une čaršije moje izpred leta in pol, ali koliko je že od tega, ko mi je nekdo razlagal o scenariju, kako bo Logar naredil svojo stranko, da bo ta kakšna 2-3 iz SDS-a izstopila in da se bo potem priključil še kakšen poslanec iz GS, morda celo več njih. Se spomnite tega? Ja. No, Kaj še si takrat rekel? No, se to smo razmišljali, ja. Da bo stranka. Ja. Prestopni rok se je začel. Krenulo je. Skratka, to, da ima zdaj svojo poslansko skupino v praksi, pomeni, da bo imel definitivno več airtima in se bo lahko oglašal, česar je bilo zdaj majčken onemogočeno zaradi pravil igre, kakršna so. Jaz bi pa še tole dodatno prebral, Novaka danes v Državnem zboru ni. Tudi njegov telefon je izključen. No. In nikogar ni vnaprej obvestil. Snemamo A to kdo o tem kaj ve? Mislim o tem človeku. Nismo še klele, dajmo klele pikso narediti. Ja. Ko to snemamo je četrtek, 30. januarja, opoldne. Hvala lepo za sodelovanje, pa brez zamere. In srečno. Pa zdravi ostanite.